Gospod Mijatović, prej ste na okrogli mizi dejali, da je to nekako logična nadgradnja sodelovanja z Telemachom, z United Media Grupo. Next Gen Liga, kaj sami pričakujete od tega novega projekta? Seveda pri sodelovanju pri zadnjemu projektu medijskih pravic smo mi v nek paket vključili nekaj druge lige in ženske lige. Odprla se je ta nova mladinska liga, ki je postala samostojna in je tudi z tega vidika tudi partnerju postala zanimiva. Začeli smo se o tem pogovarjati in sklenili, da bi lahko podprli to novo ligo na tak način in mislim, da bo ta liga dosegla svoj namen, da je to enotno tekmovanje, mladinsko tekmovanje, ki vsebuje nekaj starejših igralcev, kjer lahko izpolnjujemo več ciljev, da lahko nekaj starejši igralci, nekaj njih igra za to mlado ekipo, da bo nogomet močnejši, da ne bo odvisen od kadetske lige, katera je vplivala tudi na razporeditev na koncu lige, tako da si nadejam veliko. Sami omenjate, da je to ločitev od kadetskega tekmovanja, bo tudi s to večjo medijsko izpostavljenostjo liga, klubi, nogometaši pridobili še kaj več tega tekmovalnega naboja? Seveda poskušali bomo tekme, ki jih prenaša televizija, dati na boljša igrišča, to bo tudi dodatna motivacija za te mlade igralce. Prav tako bo to motivacija za kadetske lige, da ena taka mladinska liga postane tudi za njih nov motivacijski element in jaz mislim, da bo to doseglo svoj namen. Gospod Ditka Mavčec, United Group in pa Telemach s Sport klubom pričenjata novo zgodbo, oziroma nadgrajujeta zgodbo z Nogometno zvezo Slovenije, EON Next Gen Liga. Kaj pričakujete sami kot partner projekta? Naša želja je, da podpremo mlade. Že v generalu skušamo nekako skozi naš posel, biznis podpirati mlade in se približati. In tukaj z EON Next Gen Ligo vidimo to priložnost, da res lahko še v športu podpremo mlade, da jim zagotovimo in damo možnost, da se nekaj kalijo v tej prvi mladinski ligi in potem jim je to nekako doskočna deska, da lahko nadaljujejo svoj profesionalno življenje naprej v članskih ekipah. Kar se mi zdeli zelo pomembno je, razen tega seveda športnega vidika, da oni tekmujejo in igrajo na prvem igrišču, vse tekme in tako naprej, je tudi to, da so to neki prvi stiki za njih, da jim omogočamo prve stike, da lahko dajo izjave, intervjuje, po tekmi, da so lahko člani oziroma gosti v različnih oddajah, naprimer popularna oddaja Pod prečko na Šport klubu in tako naprej. In to bi mi želeli zagotoviti mladim in upam, da bodo videli klubi in tudi mladi igralci, da je to resnično velika priložnost za njih, da se pokažejo in izkažejo. Ravno to večja medijska izpostavljenost mladinske lige, mladinskih ekip, nogometašev, verjetno tudi neka korist za klube same. Seveda, mislim, da je to za klube zelo lepa osnova, da se lahko oni promovirajo, da lahko oni pokažejo, kaj je njihova mladinska ekipa, da dajo oni svojim mladincem možnost, da grejo en korak naprej k profesionalnosti in seveda tudi, da svoje mlade igralce lahko zadržijo pri sebi, da jim dajo možnost, da nadaljujejo svojo kariero pri sebi, da ne rabijo razmišljati in gledati, kam drugam bi šli. Gospod Ježina, nov produkt, nova liga, nova priložnost za mlajše generacije, EON Next Gen Liga. Kaj je kot partner tega tekmovanja pričakujete u Telemachu? Gledajte, danas smo već razgovarali da je na mladima svijet ostaje i mladi treba imati i uvjete i priliku da se dokažu i da dobiju neki poligon za dokazivanje. On je nama top proizvod nove generacije, imamo odličnu korespondenciju i sponzorstvo i ugovore i odnose na svim razinama sa nogometnom zvijezdom i Telemach prva nogometna liga je napravila svoje iskorake u proteklih godina i gledali smo gdje možemo proširiti tu suradnju i mladi su bili normalni korak naprijed, spojili smo neki naš brend budućnosti sa fudbalerima, nogometašima budućnosti i mislim da ćemo stvoriti, nadam se, jednu pravu sredinu gdje će moći pokazivati svoj talent, brže se razvijati, dobiti prave prilike i učiti se o životu i sportu i na zadovoljstvo svih.
lahko bi rekli že po imenu, da so mladi prihodnost. A da, mladi su budućnost. Svaki dan je u sportu je kao u životu i kao u poslu, svaki dan je nova borba. Znači, mijenjaju se suigrači, mijenja se konkurent, mijenja se strategija, tehnologija, mijenjaju se uvjeti, taktike i nema, jučer je bila dobra utakmica odigrana, pa danas svaki dan je nova borba, dok je novi dan i kroz to se i taj kontinuitet i upornost i vrijednost da bi se izgurale sve te stvari dugoročno održiv način je vrlo, vrlo bitno. Ono što je, nažalost, često slučaj da mladi ne mogu uvijek dobiti tu priliku. Mislim da se s ovim otvara mogućnost da svi mladi koji uporni, dobri talenti dobiju priliku da se pokažu i da izbore svoje mjesto po suce i da im bude lakše u životu i da budu i budućnosti slovenskog nogometa. Gospod Simeunović, na Sport klubu nova, kako bi rekli, nova liga, mladinska liga, poleg vseh ostalih tekmovanj. Kaj pričakujete sami od novega produkta EON Next Gen lige? Ja, kot ste sami povedali, je na Sport klubu ogromno nogometa slovenskega, od prve lige, od druge lige, ki je že vrsto let na naših kanalih, od ženske lige, od reprezentanc, od futsala, tako da smo z velikim zadovoljstvom tudi sprejeli novo ligo, mlado ligo, z mladimi talenti. Sigurno smo to naredili z namenom, da se ti mladi fantje vidijo, da so vidni, da imajo voljo igrati, da imajo spodbudo, da vejo, da so na televiziji, da imajo prenos, da se navadijo tega življenja pod žarometi, da se znajo obnašati, ko prestopijo prag, ki pride v prvo člansko ekipo in seveda, da kot sem že mnogokrat povedal, da ti mladi talenti, ki se mnogo prehitro odločijo, da odidejo v tujino, da tudi imajo neko voljo dodatno, da ostanejo tukaj, da vseeno se izučijo tega nogometa, da imajo ogromno tekem, da imajo kvalitetne tekme na kvalitetnih igriščih, da, kot sem rekel, ostanejo tukaj in da ima tudi nogometna zveza ali pa sama reprezentanca in tudi Slovenija te mlade igralce na dlani, da jih vidijo in da pač enega dne tudi nastopijo za reprezentanco, kar mislim, da je tudi ideja nogometne zveze, da se ti igralci zadržijo v Sloveniji. Mi pa se bomo potrudili, da bodo ti prenosi čim boljši v normalnih časih, igralnih urah normalnih, da bodo to na glavnih stadionih, da bo tudi, ko bo kakšen derbi, da bo v večernih urah in seveda promocija vseh teh tekem, kakor tudi na naši oddaji pod prečko, da se bo predstavila ta liga, da se bo objavljalo, da se bodo rezultati, torej najboljši strelci, najlepši goli, da se bo to objavilo in seveda ideja mislim, da je odlična in smo z zadovoljstvom sprejeli to ponudbo. Pričakujete morda, da bodo tudi tekme s to selitvijo na glavne stadione kaj bolj obiskane, morda tudi ti največji derbi, kaj navijaške podpore? Definitivno sem siguren. Bilo je že primerov, kjer so bili ti derbi slovenske lige, prejšnje mladinske in kadetske skupne, da so bili zelo dobro obiskani, ne samo da pridejo starši in sorodniki, tudi da bo zanimivo za ostale gledalce in seveda pričakujem večji obisk. Tudi stadion bo nekako, ki je namenjen prvi ekipi, torej normalni stadioni za travnato površino, ne na umetni travi, tako da ja, pričakujem en večji obisk in seveda gledanost na televiziji. Gospod Kek, novost v slovenskem nogometu, nekako priložnost za nove generacije, EON Next Gen liga. Kaj kot selektor članske reprezentance pričakujete od tega tekmovanja? Je ena dobra ideja, en dober temelj za neko kvalitetnejšo pot iz kadetsko-mladinskih ekip v članski nogomet. Zelo popularno je danes govoriti mladi igralci, forsirani mladi igralci, nadaljnji nogomet, ampak resnica je mogoče nekoliko drugačna. Ampak to je ena dobra baza, to je ena dobra postavitev, ena krasna ideja, tudi medijsko fantastično podprta to danes. In jaz upam, da bodo klubi, igralci to izkoristili, da bomo na koncu koncev nekaj imeli od tega v slovenskem nogometu. Sami ste prej že omenili
potrebno je dati priložnost igralcem tudi na teh osrednjih igriščih, na osrednjem odru s prenosi. Verjetno je to potem tudi neka motivacija za te mlade fante, če se lahko pokažejo na tem odru. Ja, to je ena stran zgodbe in absolutno se z vami strinjam. En velik motiv, drugačna energija, če se bo igrala na glavnih stadionih, ampak predtem je potrebno pa organizirati in omogočiti tudi bazo. To je pa kvaliteten trening. Brez kvalitetnega treninga, strokovnega treninga, kar je slovenska stroka že dokazala, da zna, pa je težko pričakovati, da bo samo zaradi tega, ker bojo lahko igrali enkrat ali pa dvakrat na mesec na glavnih igriščih, pričakuješ nek velik boom v vsem tem. Vseeno to je ena celota, ki je seveda za to današnjo idejo, za to petkovo prvo tekmo, ki bo zaživela vse to skupaj. Zdaj je treba to izboljševati, ne se bati narediti tudi kakšne napake, vse nikoli nič ni idealno, iti neko svojo pot, vzeti, če lahko kaj od drugod, kar je dobro, ampak za svojo pametjo poskušati, se pravim, z boljšimi pogoji, z večjo medijsko podporo tem fantom, dati več energije, več elana, ker brez njihove želje, brez njihovega treninga pa je vse zastonj. Veliko je bilo danes govora tudi o teh hitrih odhodih v tujino. Je to lahko nekaj, kar bo fante zadržalo doma v Sloveniji? Sigurno, da je lahko nek povod, da mogoče bodo dvakrat, trikrat premislili, ampak da bi pa to ustavili, to ne gre. Ne moremo se primerjati v pogojih, v finančnih zmožnostih z tujimi klubi, ampak se pravim, poti so pa različne. Ne? Šeško pa Elšnik, oba dva igrata za reprezentanco, pa sta imela vsak svojo pot. Tako da absolutno ne bi zanemarjal razvojnosti našega mladinskega nogometa, kot tudi članskega nogometa in sigurno z dobrimi, kvalitetnimi tujci bi ti mladi igralci imeli nekje pozitiven vzor, našli bi dodatni motiv, dodatno energijo za še več treninga, za še boljši, kvalitetnejši trening, če bi bili pogoji boljši in potem lahko od tega profitira samo slovenski nogomet. Gospod Pavlin, prihaja, lahko rečemo, nova priložnost za mlajše nogometaše, EON Next Gen Liga. Kaj kot direktor reprezentanc pričakujete od te spremembe, te novosti? Zdaj na igrišču bo verjetno največja sprememba, da bojo lahko igrali 4 starejši igralci eno leto, kar pomeni, da bo mogoče malo več ali pa absolutno bo več moškega nogometa, tako da bojo tudi konkurenci, ki bojo recimo mlajši fantje igrali, občutili moški nogomet, mogoče s tem tudi lažje napredovali z prvo ekipo. Medijska pokritost bo sigurno veliko boljša, kar bi mogoče tudi lahko klubi izkoriščali, kar morajo izkoristiti, nove potencialne finančne možnosti, ki bi iz tega naslova, da bi mogoče igralca kdo videl, da bi kakšen dodaten sponzor prišel pa tako naprej. Tako da kar nekaj stvari vidimo pozitivnih, ki bi se to lahko prijeli v našem okolju. Tako da ja, smo vsi veseli, da se je ta dogodek zgodil, da štartamo letos s to ligo in smo vsi pozitivni. Kot direktor reprezentanc verjetno pričakujete tudi neke pozitivne premike v smislu reprezentance oziroma nekih dodatnih pozitivnih lastnosti. Absolutno, sej na koncu vsi te igralci, ki bojo v tej ligi igrali, na koncu želijo igrati za reprezentanco in mi kot nogometna zveza absolutno hočemo, da te fantje napredujejo in da jih veliko ali pa čim več prije do prve ekipe, potem iz prve ekipe mogoče v tujino ali pa že mogoče prej iz prve ekipe v reprezentanco, ker to je nek taka razvrstitev, ki bi bila logična in ta liga bi lahko prinesla k temu, da bi mogoče kakšnega reprezentanta dobili več. Prej ste že dejali na okrogli mizi, da ste se zgledovali tudi po tujini, veliko ste se pogovarjali s klubi, koliko so morda klubi prispevali k sami ideji, k samemu projektu? Ja, veliko, tu moram pohvaliti tudi klube, razumeli so, tudi oni so, velika večina je bila za, tako da če bomo še tak odziv imeli pri predsednikih ali pa direktorjih klubov, kar sem prepričan, da bo, ker ko se bo iz te lige oziroma iz tega projekta en igralec zgodil, najkasneje takrat bojo razumeli, zakaj je to, kaj je bilo temu namen, da bojo tudi predsedniki, ker jih razumem, ker na koncu morajo zagotoviti budžet kluba, tudi oni prišli na to idejo, da se splača investirati v mladega slovenskega fanta, ker
Na koncu največji kapital nas, kot Slovenije, kot nogometne zveze, kot klubov, je domači igralec, ker na koncu je najlažje iz tega okolja fanta tudi na koncu prodati in pripeljati do reprezentante, da je neki idol mladim fantom, ki pa za njim pridejo v klubu. Gospod Vasja Zajc, oče Miha Zajca, je kot oče in kot tudi, prej ste omenili, profesor športne vzgoje, imate izkušnje z veliko mladimi nogometaši. Kako sami gledate na to njihovo pot v mlajših letih, kako pomembno je, da so tudi starši vključeni v to odločanje in pa da zrelo razmišljajo tudi starši? Jaz mislim, da starši morajo biti zelo vključeni. Je pa ena zadeva, pri starših morajo biti tudi realni. Morajo se zavedati, koliko je njihov otrok res dober, če ne, naj malo poprašajo in ne se zaletavati z glavo skozi zid. Ker mislim, da če grejo premladi od doma, da to ni najboljše. To je sicer moje mišljenje, kajti procentualno jih zelo malo uspe tistih, ki grejo od doma s 14 in 15 letom. Tudi Miha je šel nekako po stopnicah do tujine, najprej se je uveljavil v mladinski, potem v članski ligi. Je morda ta nov produkt, ta liga, ki bo zdaj samostojna, nekaj tistega, kar lahko zadrži nogometaše dlje doma? Jaz upam. Miha je napravil prvi preskok iz osnovne v srednjo šolo, ko se je preselil v Ljubljano, potem je šel v Celje, pa nazaj v Ljubljano, in ko se je nekje izkazal v slovenski ligi, je potem šla pot naprej. In zdaj mislim s to ligo, da bi lahko dosegli, da bi mogoče igralci več časa ostali doma. Je pa res, da morajo imeti tudi te igralci, ki bodo igrali v tej ligi, tudi ustrezne pogoje za delo. Gospod Žlogar, nova liga oziroma nadgradnja mladinske lige, EON Next Gen liga, kaj kot selektor mladinske reprezentance pričakujete od tega tekmovanja? Sigurno pozdravljam, bom rekel, in samo spremembo tekmovanja, možnost igranja 3+1 starejših igralcev, televizijske prenose, sam razvoj te lige, to je pozitivno. Seveda vse se dela z namenom, da se omogoči še ena od možnosti mladinskim nogometašem pri prehodu v članski nogomet in pa sama promocija tekmovanja, tako da je to vse, mislim, da je zelo pozitivno. Sami ste prej omenjali, je to morda tudi neka nova priložnost za tiste nogometaše, ki so se morda poškodovali v eni od mladinskih sezon ali pa morda za tiste, ki nekoliko zaostajajo v fizičnem razvoju, verjetno neka prednost vseeno. Absolutno se strinjam. Mislim, da je pomembno zato, da se, kot sem že dejal, da se nogometašem omogoči še ena pot, da se prebijejo v članski nogomet, da se čim več fantov zadrži z možnostjo igranja profesionalnega nogometa in seveda je končni cilj, da iz tega največ iztrži slovenski nogomet, da bomo imeli čim več potencialnih kandidatov za reprezentanco, za mlado reprezentanco in pa konec koncev čim več boljših tekem tudi v mladinski ligi. Do zdaj ste za medijsko ospredje skrbele predvsem reprezentance mlajše z svojimi uspehi. Bo zdaj s to nekako medijsko pojavnostjo tudi liga dobila več prepoznavnosti v splošni javnosti? Sigurno, bom rekel, sami prenosi tekem, to, da se bo, bom rekel, v oddaji vrteli zadetki, da se bo o tem govorilo, bo sigurno prineslo boljšo prepoznavnost. Tudi fantje bodo morali živeti pod tem, dajmo reči, pritiskom, ki ga nogomet prinaša in s katerim moraš živeti. Znali se bodo morali odreagirati na izjave po tekmah, med polčasi. Tako da, bom rekel, boljše priprave na članski nogomet, kot bo s tem je ni in je to pozitivno. Je to lahko tudi neka dodatna motivacija za te mlade nogometaše?
Pa ja, lahko je. Motivacija generalno jim mora biti to, da se prebijejo v članski nogomet, da grejo svojo pot, zato ker trenirajo že od svojega, ne vem, 7. 8. leta. To jim mora biti glavni motiv, je pa sigurno to samo še nekaj, kar jim bom rekel, jih naredilo še bolj prepoznavne. Bodo pa brez trdega dela in brez dobrega treninga samo to ne bo dovolj.